Drage dame, cenjeni gospodje, prisrčno pozdravljeni zopet v tej spektakularni dvorani. Verjamem, da je bil večer odličen in da ste se dodobra lahko sprostili in si privoščili seveda to neformalno mreženje, ki je tudi eden bistvenih smislov zasedanja teh naših dnevov slovenske uprave. In seveda danes nadaljujemo z vsebino, ki je bila prav tako skrbno pripravljena. Pred nami je že namreč okrogla miza. ZUP, Zakon o upravnem postopku v teoriji in praksi upravne svetovalnice. Vodja okrogle mize bo tokrat profesorica dr. Polonca Kovač, sodelujoči pa Alenka Burnik, načelnica upravne enote Jesenice, magistrica Mojca Muha, sodnica z Upravnega sodišča Republike Slovenije, magister Matjaž Remic, soskrbnik upravne svetovalnice z Ministrstva za javno upravo, Grega Rudolf, magister mentor pri upravni svetovalnici, informacijski pooblaščenec. Potem pa si bomo kaj kmalu lahko oddahnili z odmorom za kavo. Prijetno poslušanje želim in gremo. Lepo pozdravljeni. Jaz včasih rečem, ZUP je lahko bodi si naš up, bodi si naš obup. Ampak glede na prisotnost v dvorani se mi zdi, da ga jemljete kot svoj up in v tem smislu imamo tudi zastavljeno našo okroglo mizo. Tako da me veseli vaš interes in upam, da boste tudi postavili v nadaljevanju kakšna vprašanja. Naša okrogla miza je bila oblikovana kot presek, se pravi razprave o pomenu in nenazadnje vsebini ZUP-a, tudi v luči pravkar sprejete novele ZUP-I, kjer ne bo prav dosti časa za pripravo, tako da bomo kaj več rekli v nadaljevanju o tem, in pa tudi vsebin oziroma spet vloge upravne svetovalnice pri razlagi in uporabi ZUP-a strani različnih upravnih organov, ki je torej upravna svetovalnica, skupni projekt Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ministrstva za javno upravo, oziroma, če se malo pošalim, veliko je pa tu resnice, gre za, kljub temu, da sta sicer zvesta, vsak svojemu partnerju, najin skupni otrok, se pravi Matjaža, magistra Remica in mene. Se pravi, nekako bomo te dve temi, torej ZUP in upravno svetovalnico, prepletali, tudi skozi vprašanja, bi pa preden se lotimo same vsebine, želela samo pojasniti, kaj je vloga, kljub temu, da so bila imena naših panelistov že povedana, torej zakaj so ne nazadnje kot osebe, ampak tudi kot predstavniki določenih institucij danes z nami. Če začnem seveda z Matjažem. Magister Matjaž Remic, mimogrede, z kolegi se poznamo že dolga leta, z nekaterimi več kot 30 let, tako da se bomo tikali. Matjaž je, kot rečeno, več ali manj tudi vsem vam poznan, torej ključni skrbnik na Ministrstvu za javno upravo za ZUP oziroma vse povezane projekte, nenazadnje tudi uredbo o upravnem poslovanju in tako dalje, in tudi soskrbnik upravne svetovalnice, ki tedensko v bistvu pridobiva na pomenu in povpraševanju. Tako da vsekakor, kadarkoli se govori o ZUP-u, je Matjaž nepogrešljiva oseba, ki nam lahko poda veliko informacij, kot že omenjeno, zlasti tudi v zvezi z pričakovanimi oziroma že sprejetimi spremembami ZUP-I. Na levi strani, gledano z moje strani oziroma na vaši desni, je Mojca Muha, upravna sodnica, pri čemer pa se mi je zdelo zelo pomembno, torej, da naš panel z vidika pomena ZUP-a predstavlja oziroma pove svoj vidik tudi predstavnik upravnega sodstva, kajti upravno sodišče oziroma katerkoli pravzaprav sodni nadzor ni zgolj mednarodna in ustavna kavtela, ampak je dejansko zrcalo delovanja upravnih organov skozi upravni postopek in njegov pomen lahko osvetlimo ravno tudi skozi pomen upravnega sodišča oziroma izkušenj s te strani. Na moji desni je Alenka Burnik, načelnica upravne enote Jesenice, ki pa predstavlja največjo skupino uporabnikov upravne svetovalnice in tudi seveda konec koncev ZUP-a, kajti ZUP je za upravne enote vsakodnevno pravilo, hočeš nočeš, oziroma mehanizem, ki ga uporabljate pri delu, in pa tudi, kot že omenjeno, upravna svetovalnica beleži nekje 300 vprašanj in primerov letno v zadnjih 2 letih, pri čemer je nekako polovica uporabnikov uradnih oseb z upravnih enot in saj, Matjaž, pri delu si večkrat, bom rekla, štejemo v čast, da posamične upravne enote oziroma
uradniki iz upravnih enot postavljajo različna vprašanja, ki naj potem vodijo v enotno prakso, glede na to, da je pač 58 upravnih enot v istovrstnih zadevah in je to zelo pomembno. In Grega Rudolf je pa z nami v več vlogah, kot je bilo že omenjeno, je tudi mentor študentom pri upravni svetovalnici, ki v osnovi pripravljajo odgovore na vaše vprašanja. Poleg tega pa je zaposlen že več let pri informacijskem pooblaščencu in se ukvarja v glavnem z varstvom osebnih podatkov, kjer pa tudi ZUP igra neko specifično posebno vlogo in bomo kako rekli tudi na to temo. Kot sem že omenila, se pravi, prepletali bomo ZUP in upravno svetovalnico, ne nazadnje v luči konteksta, ki pravi, da teorija brez prakse je jalova, vendar praksa brez teorije je slepa. In z tega zornega kota upravna svetovalnica pravzaprav operacionalizira ne zgolj same določbe ZUP-a, ampak namen, teološko razlago pač posameznih določb, ki se želi doseči. Pa bi v tem okviru, Matjaž, najprej tebe vprašala, se pravi, smo rekli, naša okrogla miza je posvečena upravnim postopkom oziroma rabi ZUP-a kot orodja, ki naj pač sooči varstvo javne koristi in pravic strank, v tem smislu pa tudi upravni svetovalnici kot našemu skupnemu projektu, ki deluje že od leta 2009. In me zanima, kako Ministrstvo za javno upravo, torej ne zgolj ti osebno, ampak tvoje vodstvo, če se tako izrazim, oziroma inštitucija, razume vlogo ZUP-a v slovenskem prostoru in tudi vlogo upravne svetovalnice. Torej, mogoče bi se na začetku pravzaprav malo pošalil, kajti stališča vodstva niso vedno čisto enake, stališča se pravzaprav precej spreminjajo. Kjerkrat me je iskreno tudi malo zaskrbelo, kako pravzaprav naše vodstvo sploh gleda na zakon o splošnem upravnem postopku in pomen, ki ga ima ta zakon za to državo nasploh. Vendar pa moram vseeno reči, da so se pa v zadnjem času vremena malo zjasnila. Namreč vodstvo je po mojem mnenju dejansko tudi prepoznalo pomen zakona kot takega. In nenazadnje tudi ta zadnja novela ZUP-a, ki je bila sprejeta včeraj, kot si omenila, kaže pravzaprav na to. Vodstvo je izkazalo dejansko pripravljenost za to, da se v obstoječe institute posega, zagotovili je pravzaprav podporo. In moram reči, da v tem smislu smo kot skrbniki ZUP-a pravzaprav lahko zelo zadovoljni. Nenazadnje je vodstvo podprlo tudi poseben ciljno raziskovalni projekt, ki ima še širši namen. Torej, da po dolgem času, pravzaprav lahko rečemo prvič po osamosvojitvi Slovenije, pravzaprav naredi neko resno analizo stanja na področju upravnega postopka, kajti ta dejansko sedaj ni bila. Tako da jaz iskreno mislim, da trenutno vodstvo pač je zelo odprto in prisluhne pač tem izzivom, s katerim se srečujemo na področju ZUP-a. Nenazadnje tudi to, lahko se pohvalim, da smo se pravzaprav tudi ekipa, ki delamo na ZUP-u v zadnjem času 100% okrepili. Ampak pazite, to ne pomeni, da nas je zdaj 50, ampak smo 4 oziroma nas je 5. Tako da obeti so z tega vidika zelo dobri. In tako da v tem smislu verjamem tudi, da vodstvo na ta način gleda na upravno svetovalnico. Kajti delo absolutno podpira, se nenazadnje sicer ne bi oživeli ponovno pred 4 leti in kot tako lahko rečem, da ves čas se spremlja pravzaprav, kaj se na upravni svetovalnici v resnici dogaja. In pa nenazadnje, da se zavedamo tega pomena, kot se že omenilo, tukaj imamo 58 upravnih enot, imamo 16 centrov za socialno delo, imamo 20 ministrstv, imamo, ne vem, vsakodnevno verjetno 4-5 tisoč uradnikov, ki imamo v rokah ZUP. In vsak ima lahko specifične poglede na pravzaprav izvrševanje tega zakona in tukaj je vloga ministrstva kot taka, že po samem zakonu, pomembna za to, da skrbi za neko enotno uporabo.
In tukaj nam je zelo koristno, ne, da pravzaprav lahko tudi kot ministrstvo sodelujemo z podjetjem za upravo, ne, in izmenjujemo na ta način mnenje in stališča. In je ponudno pač, če tako rečem, vam, našim uporabnikom. In na ta način seveda prispevamo k neki zakoniti enotni praksi, kar je pravzaprav tudi osnovni smoter ZUP-a, da so ljudje konec koncev, če hočejo, upravni enoti, centri za socialno delo in tako naprej obravnavali bistveno bolj. Še eno pa vprašanje, se pravi, tudi pri sprejemanju novele ZUP-I je minister večkrat poudaril, pač, da gre za rešitve, ki ne bi bile v dobro ljudi. Vendar, kot vemo, ravno zaradi kolizije varstva javne koristi in pa tudi pravic strank, nekako ne morejo biti po definiciji vsi ljudje zadovoljni, ko pride do odločitve v upravnih zadevah, saj večinoma ne, oziroma tudi po soočenju recimo stranskih udeležencev. Kako tukaj se vidi pomen ZUP-a, se pravi z vidika avtoritativne vloge uprave, ne zgolj servisa? Z vidika ZUP-a je pač ključno to, da zagotavlja jasno tista ustavno-pravna procesna jamstva. Ne. In to je tisto, kar pravzaprav je bilo tudi vodilo. Ne. Čeprav je minister rekel, pripravite zakon na ta način, da bo dober za stranke. Okay. Karkoli že minister tisti trenutek mislil, razumeli smo tudi to sporočilo. Ne. Seveda, zakon pravzaprav mora slediti stranki, ne. Ampak seveda primarno se pa moramo zavedati, da vsak upravni postopek je povezan z neko javno koristjo. In tukaj je na eni strani ključna ta zaščita javne koristi, na drugi strani pač seveda tudi interes stranke, zato da se lahko konec koncev brani v razmerju do države. In to je bilo pravzaprav tudi naše vodilo. Poskušamo narediti obstoječe procesne institute bolj učinkovite, kot so morda trenutno, še v veljavnem zakonu, ampak vendar pa poskušati premisliti, ali so kot taki res najbolj primerni, najbolj učinkoviti, smotrni za to, da se pride na koncu do zakonitve odločitev. Hvala. Kar se podpore vodstev tiče, konkretno za projekt upravne svetovalnice oziroma tudi razumevanja ZUP-a, moram tudi strani fakultete za upravo povedati, da projekt ne bi bil takih dimenzij, kot je, če ne bi bilo neposredno podpore dekana dr. Pečariča, tako da to pogledno vsekakor zahvala. Da bi pa vprašala Alenko, kakšen oziroma kako je viden pomen ZUP-a pri postopkih o pristojnosti upravnih enot? Pri tem mogoče, če lahko prosim za ilustracijo kakega primera, posamičnega pravila ali zadeve primera, kjer se je ZUP po izkušnjah uradnikov na upravnih enotah izkazal kot ključen ravno za to že omenjeno uravnoteženo varstvo javnega interesa in pravic strank. In ali je, še eno podvprašanje, ZUP z vidika izvrševanja, se pravi materialno-pravnih določb v upravnih razmerjih, včasih videti tudi kot ovira, ne nazadnje z vidika njegove detaljne regulacije. Kakšne so izkušnje? A to je to. Lepo pozdravljeni. V imenu mene in tudi mojih sodelavcev z upravne enote Jesenice, ki so mi pomagali pripraviti nekaj odgovorov na predvidevam naslednje vprašanje. Kar se ZUP-a tiče, je tako. ZUP je krasno orodje za nas, uradnike, ker nas zelo lepo vodi skozi postopek. Zdaj, po tolikih letih prakse, pa ob tem, da je naša upravna enota, mislim, da 13. starejša med upravnimi enotami, pomeni, da imamo zelo izkušene uradnike in dejansko skozi to svoje dolgoletno uradniško delo so večinoma prišli do tega, da je ZUP nekaj, kar nam pomaga. Nas ne ovira. Ovira bolj stranke in to sploh v tistih primerih, ko so recimo stranke z nasprotujočimi si interesi. Takrat prihaja do, rečemo temu, procesnih zlorab, pa mi ne boste zamerali, če se narobe izračam. To prihaja, rečemo, po moji oceni v nekih 10% upravnih postopkov. Ker moramo gledati tam 90% upravnih postopkov, mirno reče, sploh ni nobenega problema. Se pa zadeve komplicirajo recimo v nekih postopkih gradbenih dovoljenj,
pa mi opažamo v zadnjem času tudi v postopkih odobritve pravnega posla pri prometu s kmetijskimi zemljišči. Ker se je očitno izkazalo, da je nakup kmetijskega zemljišča neke vrste investicija. In so interesi res neverjetni. Tudi sam kmetijski zakon določa celo paleto predkupnih upravičencev in je včasih zelo težko nekako manevrirati med vsemi temi razlogi. So pa seveda tukaj teli potencialni kupci, po možnosti imajo tudi pooblaščence in znajo pač oziroma si poskušajo izigrati malo te zadeve. Recimo na gradbenih zadevah pa se vsilimo. Stranke nekako z nasprotujočimi si interesi bojo naredile vse potrebno, da bojo zavlekle postopek, ampak tukaj v teh primerih pa nam uradnikom zelo pomaga, ker te dejansko vodi skozi postopek in če ti slediš, ne glede na to, da si zaradi tega zavleče postopek in potem postopek ni z vidika stranke ekonomičen, ampak je pa pravilen. In tukaj je za nas zelo v redu. Upam, da sem odgovorila. No, naprimer, načelo zaslišanja stranke, pravica izjaviti se. Dosti uradnikov navaja, da je to včasih zgolj proforma in potem omenjeno pravzaprav vodi v podaljšanje postopka. Ampak to je samo navidezna ocena, bi rekla, ker konec koncev tudi ni interesu upravne enote, da se bodisi preko pritožbe ali celo tožbe vrne zadeva čez par mesecev, čez par let v ponovno odločanje. Tako da navidez morda teden, dva več dela prinese prejšnji dokončan in pravnomočen zaključek zadeve. Točno to. In to je bila ena najbolj takih bolečih lekcij, če smem tako reči, ki smo se jo naučili. Ampak dejansko se je izkazalo, če ti v prvi fazi postopka tudi za en teden ali pa za 3 tedne podaljšaš, potem imaš ti veliko več možnosti, da prideš do potrditve odločbe na drugi stopnji. Tako pač je. Mojca, nadaljevala bi s tabo, kot že rečeno, kot sodnica upravnega sodišča. Domnevam že po definiciji, da procesno-upravna pravila oziroma sploh pravila nasploh štejete na sodišču kot ključen element delovanja tudi javne uprave oziroma njene zakonitosti. In kako sodniki, zelo nasplošno, morda tudi na primeru, v tem smislu razumete vlogo ZUP-a? Hvala za vprašanje. Mislim, da je bil ta predhodni odgovor v bistvu nekako lepa iztočnica tudi za to, kar bi jaz želela povedati. Torej, na upravnem sodišču, ki je sodišče Republike Slovenije, se pravi, to ni neko dolgotrajno ali pa okrožno sodišče, je torej sodišče, ki je enovito sodišče za celo državo. Večinoma odločamo o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v položaj tožnikov. Primarno gre tukaj tudi za akte, s katerimi se odloča o pravici, obveznosti oziroma pravni koristi, se pravi tista glavna vsebina tudi tega, kar določa ZUP. Torej, kaj ZUP določa, je pri tem našem delu v bistvu vsakdanje vprašanje. To je tudi naš vsakdanji kruh. Tako da so ti komentarji zakonov včasih tudi kakšen od odgovorov iz upravne svetovalnice, druga strokovna literatura, znanstvena literatura na temo zakona o splošnem upravnem postopku so na mizah sodnikov dnevno. Tega niti ne pospravim v omare, to je kot takšen redni delovni trenutek skozi prisotno. Pri reševanju upravnih sporov tudi ti argumenti, ki jih tožniki nizajo, se nekako tako podobno kot v pritožbenem postopku pregledujejo oziroma presojajo običajno po nekem vrstnem redu. In nemalokrat so ravno vprašanja oziroma zatrjevanje kršitve postopka tisto prvo vprašanje, s katerim se sodnik sooči. Kajti, če so tu neke napake, ki so res hude, potem seveda pogosto tudi ni mogoče ustrezno presoditi dejanskega stanja oziroma uporabe materialnega prava.
Ta ZUP je v bistvu nek zimzelen. Zimzelen, ki od časa do časa zahteva, da ga malo kaj prestrižemo, prekrojimo, tako kot to torej napoveduje ta včeraj sprejeta novela. Sicer pa je notranje koherenten zakon, ki, tako kot že rečeno, v praksi omogoča, da se postopki lepo vodijo. Z vidika tega, kaj sodišče opaža glede procesnih kršitev, ki jih ugotavljamo, bi za začetek povedala, da sem pred nekaj leti pregledala sodbe, ki so bile izdane v zvezi z postopki davčnega inšpekcijskega nadzora. Šlo je za sodbe izdane v letu 2021, takrat sem to naredila, ker sem pač pripravljala en prispevek. Teh sodb je bilo skupaj 40. In v primerih, ko je sodišče ugotovilo kršitve pravil postopka, sem pač gledala, kakšne vrste kršitev so bile zaznane. Večinoma smo se vrteli okoli vprašanja, da izpodbijanega akta oziroma izpodbijane odločbe ni bilo mogoče preizkusiti. Torej, absolutno bistvena kršitev po zadnji točki drugega odstavka 237. člena. Konkretno je sodišče to kršitev prepoznalo, recimo, ko ni bila čisto jasna pravna podlaga, ki jo je davčni organ uporabil pri svoji odločitvi, ali pa ko se davčni organ ni opredelil do dejanskih dogovorov, ki so jih stranke podali, ki so jih zavezanci podali, ali pa tudi pogosto do dokaznih predlogov, ki so jih tožniki podali že v upravnem oziroma v davčnem postopku. Druga pogosta kršitev, ki jo je sodišče prepoznalo, je bila kršitev tožnikove pravice do izjave, kot prej omenjeno. Tu smo to kršitev videli, ko recimo pred organom druge stopnje stranki ni bila dana možnost, prišlo je pa do spremembe razlogov za odločitev na drugi stopnji. Ali pa ko je šlo za neupravičeno zavrnjene dokazne predloge za zaslišanje prič, to je bilo nekako v preteklosti pogosto, pa se mi zdi, da mogoče v zadnjem času nekoliko manj. Ena zanimiva zadeva je bila še glede izostanka poziva za predložitev prevodov dokaznih listin. Relativno bistvenih kršitev takrat v tistem letu sodišče ni našlo, tako da sem v bistvu iz te sodne prakse, ki sem jo takrat pregledala potem kot rdečo nit, sama videla to, da je tudi sodišče mogoče bilo bolj senzibilizirano oziroma dovzetno za to neko varstvo temeljnih procesnih pravic, ki se v zadnjih letih mogoče nekoliko bolj stopa v ospredje ali pa je vedno bolj poudarjeno, tako to sama vidim. Sem pa pripravila še nekaj številk iz naše statistike, in sicer za lansko leto, za leto 2024. Skupaj smo v lanskem letu na sodišču rešili dobrih 2800 upravnih sporov. Od tega je bila tožba zavržena ali pa tožba umaknjena v 652 primerih, v 955 primerih je bila tožba zavrnjena in v 1109 primerih je bilo tožbi ugodeno. To je toliko za ta prvi občutek teh velikostnih razredov, o katerih se pogovarjamo. Od teh 1109 primerov vodilnih sodb pa je zanimiva tudi nadaljnja členitev teh razlogov, tožbenih razlogov, ki so bili uveljavljeni in potem v sodbi prepoznani. Za bistveno kršitev pravil postopka je šlo v 385 primerih, za nepravilno uporabo materialnega prava v 258 primerih, za zmotno oziroma nepopolno ugotovitev dejanskega stanja v 150 primerih in nekih 36 primerov je bilo nekih drugih razlogov iz rubrike ostalo. Torej, ta bistvena kršitev pravil postopka nekako prednjači in mislim, da ta slika
ostaja relativno nespremenjena že nekaj časa. Tako da bi zdaj zaenkrat ta odgovor na tem mestu zaključila. Hvala lepa. Jaz mislim, da ta podatek o skoraj 40% razlogov iz procesnih elementov, v smislu utemeljenih tožb, je pravzaprav zelo žalosten, ker postopek naj bi bil podpora vsebini, ne pa razlog, torišče sporov. Grega, v tem kontekstu bi pravzaprav tebe v nadaljevanju vprašala, torej prav za področje varstva osebnih podatkov, ki je pač nekako hočeš nočeš v pristojnosti vseh upravnih organov, bodi si posredno, bodi si neposredno. Kako torej pri informacijskem pooblaščencu vidite oziroma gledate na vlogo ZUP-a, seveda tudi kot inšpekcijski organ oziroma tudi na področju informacij javnega značaja kot pritožbeni, sploh, ker imate nenazadnje tudi v svojem matičnem zakonu, se pravi Zakon o varstvu osebnih podatkov oziroma tudi ZDIZ-u, kar nekaj specialnih, lahko bi rekli tudi spornih procesnih določb, ki se razlikujejo od standardov po ZUP-u. Hvala za vprašanje. Ja, kot je bilo že omenjeno, informacijski pooblaščenec dela v bistvu vedno igra dve različni vlogi. V informacijah javnega značaja pritožben organ, na varstvo osebnih podatkov je večinoma inšpekcijski organ. Smo tudi nek pritožben organ, recimo za pacientove pravice in tako. Tako da, ko nekdo odloča v postopku kot uradna oseba v naši instituciji, se mora zelo fajn razumeti, v katerem postopku se giba, katera pooblastila ima v katerem postopku, pa ne samo, da ve, kaj je razlika za njega inšpekcijskih pa pritožbenih, ampak da zna tle manevrirati pol tudi odločanje, ki se pač dogaja, ko recimo razveljavi, odpravi recimo odločbo prve stopnje. Res je, da so vsa upravna področja v SRŠ-u lahko posebna in da velevajo neke specifike. In varstvo osebnih podatkov jih ima ogromno, tudi informacije javnega značaja imajo ogromno, tudi z vidika načela, katerih v bistvu te pravice zasledujejo. Če imamo pri informacijah javnega značaja načelo, da se je treba odločiti čim hitreje, ker informacija, da pride v javnost čim hitreje, je bolj vredna, z vsakim dnem izgubi svojo vrednost. Pri varstvu osebnih podatkov enako, je enabling right, ki omogoča druge pravice. Je za nas pri ZUP-u pomembno, da so postopki učinkoviti, hitri. In vsak institut, ki ga ZUP daje, pa ne se bo to stranska udeležba, pa ne se bo to obrazložitev, pa ne se bo to razumen rok odločanja, je za nas zelo, zelo pomemben, ko enkrat pride zadeva na našo mizo. Ko mi enkrat presojamo v pritožbenem postopku odločitev organa, ki ni dal informacij posamezniku, je lahko zelo, mi smo probamo biti hitri. Naši postopki so 30 dni, večinoma v pritožbenem postopku, ampak že 30 dni preveč. Mi upamo in čakamo na organ prve stopnje, da bo naredil karkoli lahko, da bo svojo odločbo obrazložil, da bo pogledal dokumentacijo, da bo preveril karkoli se da, kar seveda ni lahko. Zakon omogoča seveda uradnim osebam, da imajo čas, da imajo denar, da imajo kader, ampak v praksi pa ni vedno tako. In je potem kar en velik pritisk, kar mi ugotavljamo na drugi stopnji, ko prvostopenjski organi ne želijo ali pa nimajo časa, v bistvu, nimajo časa, nimajo kadra, da bi vse institute ZUP-a uporabljali tako, kot bi jih mogli, in preložijo odgovornost potem na odločanje informacijskemu pooblaščencu. Ker se v bistvu večkrat, sploh po informacijah javnega značaja, uradna oseba na prvi stopnji ne želi razkriti preveč, ker se boji, da bo pretehtala narobe, recimo različne kolizije. Velikokrat se sploh po informacijah javnega značaja ta pravica trkne v eno drugo pravico, pa recimo to poslovna skrivnost, pa se to varstvo osebnih podatkov, in uradne osebe na prvi stopnji to odgovornost zelo težko sprejme. Malo zaradi pomanjkanja znanja, kaj je poslovna skrivnost, pa tudi zaradi tega, ker lahko pride pri tem do škode, tako poslovne škode. Z vidika varstva osebnih podatkov, ko se en podatek razkrije, vemo, da se nikoli ne bo več mogel skriti in manjka recimo ta odgovornost. In ZUP, fenomenalno orodje, če ga znaš uporabljati. Da razumeš pomen morov, ki so, in da ne slediš črki zakona z vidika črkobralstva, ampak katera je vrednota ozadje, ki jo ZUP želi zaščititi. In te vrednote med sabo vedno kolidirajo. Pri nas ogromno specifik, stranska udeležba je izključena iz varstva osebnih podatkov.
vprašanje ustavne skladnosti te določbe. Ne. Tudi imamo izključeno stransko udeležbo pri absolutno javnih podatkih pri v ZDIZ-u, torej Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Tudi postopek, ki ga Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, je specifičen, je drugačen, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku. Tako da velikokrat se v naših postopkih pojavlja vprašanje, ali je ta posebna ureditev res tako posebna, da je lahko nadredi ZUP, ker konec koncev ZUP pa kot temelj ščiti ustavne vrednote. Ko enkrat posežemo v posebno ureditev, da ureja postopek tam, kjer ni fajn, da ga ureja, takrat smo na plečih uradnikov, da znajo to presoditi, kje je zdaj meja med vključevanjem stranko, dajanjem izjave stranke, učinkovitostjo postopka, pa na drugi strani zakonitostjo, tako formalno pa materialno. Tako da tukaj je res na plečih uradnih oseb, da razumejo pomen, in tle se meni zdi upravna svetovalnica tisti most. Če se v našem področju, seveda se probamo vsi organi biti čim bolj transparentni, dajati mnenja, resorna ministrstva so tukaj ogromno pomoč, ampak upravna svetovalnica je pa ta most med povezovalno vlogo med vami, med upravnimi organi, ki na prvi stopnji odločate, in se bo to upravičevalci osebnih podatkov, dostopu do informacij ali pa kjerkoli drugemu upravnemu področju, med akademskim svetom in fakulteto, teorijo, in konec koncev med študenti, ki se učijo, pa to znanje, ki se, upamo, tam na upravni svetovalnici naučijo, prenašajo nazaj. Tako da veliko vidimo na tej preventivi. To, da upravna svetovalnica super z vidika zlasti preventive, ko lahko v bistvu usposobiš bodoči kader, ko pride v svoje organizacije, ker sodelujemo res paleto različnih mentorjev, različnih organizacij, in se lahko recimo neko sporočilo veliko lažje pride do naslovnikov, kako pravilno obdelati osebne podatke, kako je posredovanje, kako je tajnost obila prijave in podobno, preko enega konkretnega primera na upravni svetovalnici, ki tam ostane. To je pa praktični komentar, ki ga ne samo lahko preverješ kasneje, ampak ki vpliva potem tudi na prakso. To mi opažamo pol z vidika, kako količina inšpekcijskih postopkov pride k nam, koliko pritožbenih postopkov pride k nam, in je en ogromno vpliv in pomaga. Hvala. Omenjenih je bilo že nekaj, rečemo temu rak ran v praksi delovanja slovenskih upravnih organov, tudi upravnega sodišča. In sicer pravica izjaviti se, manjko take obrazložitve, kot bi se šikalo, in že omenjen problem dolgotrajnosti oziroma nerazumno dolgega odločanja. Pa bi vprašala Mojca, tudi na ravni upravnega sodišča je problematika dolgotrajnosti postopka aktualna, sploh v zadnjih letih se celo nekoliko povečuje, seveda povezano z praviloma nesuspenzivno tožbo. In me zanima, kaj kažejo zadnji podatki, oziroma kje so po oceni tudi vodstva upravnega sodišča glavne težave za tako stanje? Drži. Zdaj, izhodiščno, kar se sodnega odločanja tiče, nekako pregovorno sodni mlini meljejo počasi, če lahko začnem s to prispodobo. To samo po sebi večinoma ni narobe, ampak je mogoče celo prav tako, kajti mogoče odločitev, ki je nekoliko bolj pretehtana, več noči prespana, je lahko boljša kot obratno. Zdaj, težava nastane, ko ta počasi postane preveč počasi. Vodoma še glede omenjene nesuspenzivnosti tožbe. Ta nesuspenzivnost se potem pogosto omenja skupaj z možnostjo predlaganja izdaje začasnih odredb pred sodiščem. Ali so tukaj kakšne rešitve in po stališčih instance, torej Vrhovnega sodišča, tudi začasne odredbe niso namenjene preprečevanju nastanka negativnih učinkov predolgega sojenja. Torej tudi tu tega izziva ne moremo reševati preko takšnega načina. Na našem sodišču se s tem vprašanjem trajanja postopkov in tudi povečevanju števila upravnih sporov ukvarjamo
to opažamo in razmišljamo o tem, kaj so vzroki ter kaj je mogoče narediti že zadnjih nekaj let. Torej, letno poročilo o poslovanju za preteklo leto, za leto 2024, kaže, da je povprečno trajanje postopka na našem sodišču znašalo 18 mesecev in pol. Ta kazalnik se v primerjavi s preteklimi nekaj leti povečuje, zlagoma raste. Včasih v letu 2021 je to trajanje bilo 16 mesecev in pol, nato 17,8 mesecev, 18,2 mesecev in torej lani 18,5 mesecev. To pripisujemo bistveno spremenjenemu načinu dela na našem sodišču, namreč od leta 2020 dalje, glede na neke spremembe sodne prakse, glede o katerih ste mogoče slišali, imamo občutno povečano število upravnih sporov, v katerih sodišče odloči po izvedeni glavni obravnavi. Torej, to pravilo, da sodišče odloča po glavni obravnavi, je v zakonu o upravnem sporu nekako nespremenjeno zapisano kot izhodišče že vrsto let, vendar pa 59. člen predvideva tudi precej izjem, ki pa so bile v preteklosti nekako bolj široko tolmačene, no, kot rečeno, pa je to zdaj precej zamejeno. Posledica je torej daljšanje tega časa reševanja zadev oziroma trajanja postopkov in zakonodajalec je to situacijo nekako skušal nagovoriti oziroma na nek način tudi mogoče rešiti. Tako da je bila leta 2023 poleti sprejeta novela zakona ZUS-1C. Od takrat naprej je kot primarno pravilo glede sestave sodišča veljavno pravilo, da upravno sodišče sodi po sodniku posamezniku. Predhodno pa je torej kot izhodišče veljalo, da je sodišče sodilo v senatu 3 sodnikov. Zdaj, seveda, kapaciteta sodišča, koliko upravnih sporov lahko rešimo, je že prej kljub senatnemu sojenju nekako primarno bila omejena ali pa determinirana z kapaciteto, koliko zadev lahko sodnik poročevalec, ki je bil takrat eden od 3 članov senata, pregleda, preštudira, predlaga rešitev. In ta isti sodnik poročevalec je zdaj sodnik posameznik. Se pravi, ta kapaciteta se zdaj ni bistveno povečala, nekoliko manj je seveda sodnik posameznik zdaj obremenjen s siceršnjim sodelovanjem v senatu. Tako da ta novela ZUS-1C bistveno ni mogla doprinesti k skrajševanju trajanja postopkov. Zdaj pa še glede števila nerešenih zadev, ker to se eno z drugim povezuje. Pred slabim letom dni, se pravi koncem septembra lanskega leta, smo na našem sodišču imeli 4408 nerešenih upravnih sporov. Ta številka tudi ni obetavna. Pogled v pretekla leta tudi kaže, da je to število bilo vedno nižje, nekje 3500 oziroma 3700 sporov. Podatki za prve 3 kvartale letošnjega leta pa zdaj zaenkrat še niso javno objavljeni. Tudi to nezavidljivo situacijo, torej da nam raste število nerešenih sporov, pripisujemo nekim določenim vzrokom. Največ temu, da se zelo povečuje število zadev, ki jih moramo reševati prednostno. To pa potem pomeni, da druge zadeve, ki so bodisi manj prednostne ali pa celo neprednostne, se pravi redne zadeve, nekako ostajajo nerešene v ozadju in se na ta način starajo. Druga stvar je ta, da nekako na naše sodišče pada vedno več pristojnosti. Ne vem, če kaj sledite vsem tem zakonskim spremembam, pogosto tudi zadeve, ki so vezane na pravo EU. Hkrati pa nas pesti tudi nas na sodišču kadrovska situacija. Torej, kljub ponavljanju razpisov le s težavo zapolnimo mesta strokovnega osebja, se pravi strokovnih sodelavcev, sodniških pomočnikov,
in tudi drugih članov sodnega osebja, pri čemer pa si že vrsto let prizadevamo za tako imenovano kabinetno sojenje, torej da bi sodnik imel neko stalno podporo usklajenega ali pa praktično, da bi delal v timu, kajti mislimo, da bi tu lahko ta kapaciteta, koliko sporov se lahko rešuje, pa se je povečala. Čisto na koncu pa še omenila vprašanje digitalizacije našega dela, torej mogoče že koliko spremljamo v medijih javna uprava, nekako tu ni čisto v prvih linijah, a ne, sodstvo pa še toliko manj. Tako da teh potencialov in mogoče digitalizacija pa tako rekoč sploh ne izkoriščamo oziroma res v zelo minimalni meri. Hvala. Upravne enote oziroma 58 vas, pa ne nazadnje tudi inšpektorati, nekateri drugi bolj, da rečem splošno, pristojni organi, ste na nek način razpeti, konkretno upravne enote, zlasti med Ministrstvo za javno upravo in resorna področna ministrstva. Slednja v področnih predpisih, kot je bilo že prej omenjeno, večkrat odstopajo od standardov ZUP-a, oziroma če hočete tudi ustave. In to pogledno se zagotovo, zlasti na recimo področju tujcev ali področju gradbenih dovoljenj, tudi v praksi, torej pri izvrševanju predpisov, srečujete s to težavo oziroma dilemo, kaj prednostno upoštevati. Torej, vemo sicer, da lex specialis derogat lege generalis, se pravi, da ima pač recimo, ne vem, zakon o tujcih prednost tudi v procesnih problematiki pred ZUP-om, pa vendarle nekatera pač temeljne garancije ZUP-a je treba zagotoviti, sicer bo, če ne drugače, bumerang prišel strani sodišča, ker Vrhovno sodišče recimo stoji na stališču, da je ZUP pravzaprav neposredna operacionalizacija ustave in to pravilo pač nadrejenosti specialnega predpisa ni tako enoznačno. In zdaj recimo ustavitev postopka, čeprav pri tujcih, čeprav je zadeva že kar recimo nekaj tednov, nekaj mesecev vodena ali ne vem, priprava celo strani ministrstva obrazcev pri gradbenem dovoljenju brez pouka o pravnem sredstvu, kako se s temi očitnimi spornimi potezami soočate na prvi fronti? Ja, zdaj, jaz vam že povedala, da mogoče ima naša upravna enota srečo, da ima izkušeno uradništvo. In smo nekako se že pred časom odločili, da ne sprašujemo prav veliko resornih ministrstv, če se ne da, se skušamo kar po zdravi kmečki pameti odločati. Tole, kar smo vprašali zaradi teh obrazcev brez pravnega pouka, recimo to je en tak krasen primer gradbena zakonodaja. Bom tako rekla, da zmeraj velikokrat, kadar hočemo nekaj pospešiti, je vprašanje, če jih pospešimo, lahko kaj narobe naredimo. In recimo imamo obrazec uporabnega dovoljenja brez pravnega pouka, ampak potem pa stranka želi pravnomočen obrazec. Kaj boš naredil? To so ene take, pa to je še to najmanj pomemben primer, mislim, to se da relativno v redu rešiti. Smo se pa recimo, to pa verjetno naveš, v zadnjem času, ki je bila odpravljena, je bil 146. člen gradbenega zakona, mislim, da smo dobili eno mnenje, sicer ne navodilo, smo najprej dobili mnenje za Ministrstvo za naravne vire in prostor, da naj bi kar v tistih postopkih, kjer je pa že bilo odločeno o plačilu degradacije in uzurpacije, da bi mogli to vračati. Mi smo rekli, mi pa tega ne bomo delali, mi se s tem ne strinjamo. Saj konec koncev je plačilo uzurpacije in degradacije in čist drug postopek, pa itak je šlo za nekoga, ki je nedovoljeno posegel v prostor. No, ampak tukaj je potem ministrstvo po natanko enem tednu, mogoče tudi na klic kakšnih uradnikov, nekako stopilo nazaj in pač točno to napisalo, da vendarle je pošlo za nedovoljene posege in tako ali tako, tudi če bojo po drugih členih nadaljevali s postopkom, bo treba to degradacijo plačati. Tako da, ne vem, recimo tujci pa mi moram reči, da nismo imeli kakšnih takih velikih težav, tako da bi to težko komentirala, ampak vidim, da je tukaj veliko mojih kolegov, pa bom mogoče kdo v nadaljevanju kolegov. Hvala.
Torej, pomemben del upravne svetovalnice, kot pač orodja tudi za, rečemo, enotno in načelno interpretacijo ZUP-a, so ustvarjalci odgovorov na podana vprašanja uporabnikov. Pri tem naj vam postrežem za ilustracijo z nekimi krovnimi podatki, in sicer, kot že rečeno, približno polovica uporabnikov prihaja iz upravnih enot, to so v 80% uradne osebe, nekje v 20% pa tudi stranke v upravnih postopkih, medtem ko ostali uporabniki institucionalno so pa zlasti občinske uprave, inšpektorati, tudi ministrstva, ampak bolj redko. Tako da mi je zanimiv ta odgovor, ne, ker od ministrstva bi pričakoval, to je konec konca vloga ministrstva, da ne bi oblikovali javne politike, ne bili zgolj pasivni spremljevalci zadev. Kakorkoli, Grega, tebi bi vprašala, ti si eden izmed ključnih predstavnikov ene skupine ustvarjalcev vsebin upravne svetovalnice, ki poteka, kdor ne pozna, na ta način, da imamo pač mrežo več sodelujočih, se pravi, če začnem s fakulteta za upravo, nas sodeluje kar nekaj pač vsebincev, pa tudi organizacijskih oziroma asistentov, ki skrbijo za koordinacijska vprašanja, na Ministrstvu za javno upravo 50 ljudi, se rekel, a ne? Dajmo sanjati. Medtem ko sama vprašanja pa neposredno dobijo v delo, seveda v skladu s nekimi določenimi smernicami, študentje, pretežno podiplomski oziroma tisti z boljšimi ocenami, in se jim to delo potem prizna kot neke vrste izbirni predmet. No, ključni pri delu za študenti pa so mentorji iz različnih organov, recimo, ne vem, gospod Vinski kot vodja pravne službe na MNVP ali kar nekaj inšpektorjev, tudi včeraj recimo sodelujoča dr. Mazel, dr. Blagajne sta med mentorji, no in eden od mentorjev, Grega, si tudi ti. Pa me zanima, ker če se ne motim, si do zdaj imel, študenti namreč sodelujejo ponavadi v polletnih obdobjih, si imel do sedaj 3 ali 4 študente, s katerimi si pač imel različne izkušnje, torej v zadnjih 2 letih in pol. In torej zanimajo me tvoje izkušnje, kako je biti mentor pri upravni svetovalnici, tudi ne nazadnje z vidika tebe učiti se. 5 je bilo mentorirank, zanimivo, da so vedno ženske. Prihodnostna ženska. Pol semestra približno imaš ti čas, da ko dobiš študentko druge stopnje, da jo nekako uspeš pripraviti, da bo po konec tega polletja znala bolje argumentirati ali pa sama samostojno rešiti eno vprašanje. To je ogromen izziv. Zlasti, ker vidimo, da so podiplomski študenti še vsem nič ne izgubljeni. Plavajo v krudi, nekaj praktičnih izkušenj pa večinoma nimajo. Zdaj imam recimo srečo, imam tudi zdravstvena inšpektorica, kar prinaša ne samo njej, ampak tudi meni en zelo dober način sodelovanja. Kot je bilo že rečeno, mentorji, ja, mi skupaj z študentom dobimo nalogo, ta naloga je relativno kratka, v bistvu neko vprašanje, konkretno iz prakse, v konkreten primer, ki ga je pa treba na zelo jasen, argumentiran, relativno hiter način nanj odgovoriti. Velikokrat so te primeri kompleksni, to se več ne gibamo v nekih enostavnih vprašanjih, ki relativno pokličeš nekoga, pa zna odgovoriti, ampak so nianse. Take nianse, ki lahko za sabo potegnejo kasneje še kakšne druge postopke. In jaz tukaj vidim upravno svetovalnico kot zelo močen plus. Ker so zanimivo, marsikdo, ki vpraša na upravno svetovalnico, istočasno vpraša še koga drugega, informacijskega pooblaščenca. In se velikokrat zgodi, da so lahko mnenja bi bila popolnoma različna. In če to dela nekdo, ki je iz tiste organizacije, ki pride, lahko se zavzame enoten pristop. In teh primerov je bilo ogromno, ko se v bistvu obrne organ prvo na upravno svetovalnico, zraven še na informacijskega pooblaščenca, in bi bilo grozno, da bi dali 2 različna mnenja. Ker to pa se ne zgodi toliko malkrat, ker v bistvu noben ne ve točno polno situacijo z ene ali druge strani. Tukaj imaš v bistvu nek most med MJU-jem kot resornim ministrstvom, resorno recimo inšpekcijo, tistim mentorjem iz konkretne organizacije pa fakulteto, da je tisto mnenje, kar na koncu pride objavljeno na upravno svetovalnico, res pretehtano. Pregleda ga več ljudi in ni
ni prazno ali pa enostransko, ker velikokrat tudi kot inšpekcijski organ se bojiš dati kakšno konkretno mnenje, ker ne veš popolne situacije v zadnji. V upravni svetovalnici imaš pa več informacij, potem to lahko narediš. Sploh, ker je, to je moje osebno mnenje, ampak če citiram profesor Kovač iz enega intervjuja, normativno džunglo imamo v Republiki Sloveniji in je težko slediti in vsej zakonodaji, težko je vedeti, kateri predpis naredi, ker ni pa toliko enoznačno. Ni toliko enoznačno, da je zakon o splošnem upravnem postopku splošni predpis, vedno pa je potem lex specialis en področni zakon, recimo zakon o varstvenih podatkov, kjer je zelo velika razlika, ko govorimo o posredovanju osebnih podatkov. Tam pa ZUP mora igrati neko drugo vlogo. Tam je pa posredovanje osebnih podatkov v upravnih postopkih specialno. In naredi ZUP, kar je težko vedeti, če v bistvu se s področjem ne ukvarjaš, ali pa sploh da veš, da recimo zakon o varstvenih podatkov določa neka posebna pravila. Tako da se v bistvu to trenje različnih strok se stre v upravni svetovalnici in potem to mnenje, ko pride ven, je tehtno, pa tudi uporabno. Se mi zdi, da to, da pregledajo potem eni 3 ljudje, je super. Recimo primer, vsak študent, recimo na vsakem sredini semestra, se jaz s svojo študentko v bistvu dol usedem, pravijo, da sem strok, ampak po koncu semestra pa jaz vidim, da mene sploh ne rabijo več, kar je grozen, ker pol grejo. Ker pol nimaš teh študentov več po pol semestra, odvidijo in dobiš v bistvu novega vajenca in začneš v bistvu ta celoten proces znova, kar je po eni strani tudi meni kot mentorju dvosmerno in dobro, ker jaz močno verjamem tudi kot inšpektor, ko pridem na teren, moram jaz izobraževati zavezance, se ni moj namen, da v bistvu sankcioniramo, ni moj namen, da odrejam kršitve brez da zavezanec ve, zakaj jih odrejam. Torej ta znanje v bistvu, kako predati neko bazično, ali je to župovsko znanje, zdizovsko, zvokovsko, karkoli, na neznalca ali pa nekega laika, ki vse se ne ukvarjajo vsi s področjem dostopa do informacij iz varstva osebnih podatkov, niti ne zupom, kako to znanje predati in povedati nekomu v enostavnem, jasnem jeziku, je zelo prav, ker jaz potem vidim v konkretnih postopkih inšpekcijskih, da je zavedanje veliko. Jaz velikokrat recimo, pa verjetno bo tudi pogovor v to smer stekel, novela ZUP-a, ko uvaja ta pripravljalni narok, to sem že delal prej, to je fenomenalno orodje, kako v bistvu se ti zavezancem ali pa stranko prej pogovoriš in zavezanec izpolni, se večinoma zavezancev ni hudobnik, ne dela za nalaž kršitev, veliko je ali neznanja, ali pa enostavno nekih pritiskov glede rokov, ali pa nasploh, da začnejo delati eno drugo zadevo. Tako da v bistvu ta sodelovalna narava nas, ali inšpektorjev, mentorjev, študentov, nasploh javne uprave, ki povezuje z nekimi orodji, konec koncev celotno upravo, je zelo, zelo v pomoč. Ne samo njim, ampak tudi nam, ker se pa tudi mi konec koncev veliko iz tega učimo. V upravni svetovalnici se resnično trudimo in tudi, da bi bili naši odgovori argumentirani, se pravi, da delamo na verodostojnosti, na kredibilnosti in tu poteka tudi, ko mentor in študent pripravita odgovor, strani Matjaža in mene, precej pregledov, usklajevanj, ker, kot je bilo že omenjeno, gre velikokrat tudi za sistemska vprašanja, recimo pravno naravo akta, iz katerega šele lahko izpelješ denimo, ali pride v poštev, pravila ZUP-a o rabi jezika ali karkoli. Pa bi zdaj prosila Uroš, če bi si lahko pogledali en zelo kratek filmček o upravni svetovalnici, ker vam želimo predočiti, da z upravno svetovalnico tudi stalno nadgrajujemo, torej delujemo razvojno, izvajamo razne projekte in mimogrede se tudi trudimo v smeri vzpostavitve umetno inteligenčne pomočnice. Kot že rečeno, mi ne bomo imeli robotka, ampak bomo imeli boginjo modrosti Ateno. Tako da prosim za video vložek, Uroš. Ali iščete strokovne odgovore na upravno-procesna vprašanja? Naslovite ali poiščite jih na upravni svetovalnici. Upravna svetovalnica je skupni raziskovalno-pedagoški projekt Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. Omogoča svetovanje uporabnikom pri posamično upravno-procesnih vprašanjih, ki poteka prek spletnega portala za razlago upravno-procesnih dilem in upravnega poslovanja.
Uporabniki lahko na portalu Upravne svetovalnice postavijo vprašanje, na katerega odgovarjajo izbrani študenti Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in drugih fakultet ob strokovni podpori pedagogov in delovnih mentorjev iz vrst visokih uradnikov z različnih upravnih področij. Odgovore lahko tudi poiščejo v obstoječi bazi Upravne svetovalnice med rešenimi primeri ali pa zastavijo vprašanje digitalnemu asistentu. V bazi Upravne svetovalnice je že več kot 1500 rešenih primerov iz prakse, od davkov, sociale do gradbenih inšpekcij in še več. Upravna svetovalnica ne koristi le posameznikom, temveč tudi uradnikom po poenotenju prakse upravnih organov. Poglejmo si nekaj komentarjev naših uporabnikov. Zelo sem zadovoljna s celovitostjo in jasnostjo pripravljenih odgovorov. Odličen pripomoček za uradnike, odgovori so razumljivi in uporabni. Odgovori Upravne svetovalnice so jasni in strokovno obrazloženi, zato so v veliko pomoč, zlasti pri poenotenju dela organov, kot so upravne enote. Obiščite Upravno svetovalnico na spletu in najdite rešitev zase. Hvala. Alenka, kot smo že rekli, upravne enote so eden najbolj rednih uporabnikov upravne svetovalnice. Kaj ta kanal pomeni vam, tebi in tvojim sodelavcem oziroma tudi kolegom z drugih upravnih enot pri vsakdanjem delu? Morda kak konkreten primer, ko je prišlo do razrešitve ravno torej dileme s pomočjo upravne svetovalnice? Ja, tako kot sem na začetku rekla, sem pričakovala ta odgovor in sem povprašala moje sodelavce. In sem ugotovila, da kar v precejšnji meri uporabljajo upravno svetovalnico, predvsem pa uporabljajo moji najbolj izkušeni sodelavci. In to me kar presenetilo do ene določene mere. Se pa poslužujejo upravne svetovalnice, predvsem v kakšnih takih mogoče primerih, na katere ne naletimo vsak dan. En tak primer je bil pa mogoče čisto začetniški, pa mislim, da so tudi še posebej kolega Renica spraševali iz upravne svetovalnice, ali se recimo določene določbe ZUP-a pišejo v preambulo. To so bili nekako, ne vem, eni taki ostanki iz starih časov, no, pa smo to in tudi preko upravne svetovalnice razčistili. Potem smo imeli tak primer, kako je z odpovedjo pooblastila potem, ko je že odločba vročena pooblaščencu. Moram pa reči, da sem tudi sama bila letos uporabnica upravne svetovalnice in sicer se zadnje čase srečujem z nenavadno veliko številom zadev, ko stranke zahtevajo izločitev uradne osebe. Verjetno v precejšnji meri zaradi tega, ker želijo zavlačevati postopek, to špekuliramo. In sem dobila zelo krasen, konkreten odgovor, obrazloženo. Tudi to napotilo sem uporabila, da se uporabi za zaslišanje stranke, ker smo potlej gledali recimo za nazaj pred leti, mi nismo uporabljali prav zaslišanje, ampak smo bolj preko uradnih zaznamkov to delali. No, in sem sama uporabila to prav zaslišanje stranke in je bilo vse okej. Se mi zdi krasen akt, tako da, ja, tudi sodelavci so rekli, vedno so dobili vsa vprašanja in tudi recimo zdaj, če mi dovoliš tako primerjalno, od začetka upravne svetovalnice ali pa zdaj se je krasno razvilo, tako da čestitke. Hvala, se učimo. Končno pridemo na novelo ZUP-i. Matjaž, nekaj mesecev je bilo verjetno izjemno intenzivnih, tudi pred spanja, konkretno za tebe, ampak kot rečeno, včeraj se je končal parlamentarni postopek s sprejemom. Po drugi plati je pa ta konec komaj začetek namena izvrševanja teh določb. Pa me zanima za začetek, čeprav je zelo nehvaležno vprašanje v smislu relativne kratkosti odgovora, za katerega prosim, torej kratkost. Kaj so nekako bistveni ali pa najbolj velike spremembe ZUP-a, ki so pač bile sprejete? Kot prvo, res zadnjih par mesecev je bilo intenzivnih z ekipo, kolegica Polonija in Nina, ki sta tukaj med nami, nismo ukvarjali praktično z drugimi stvarmi, kakor pa z novelo ZUP-a.
Srečali smo se skupaj sodniki Evropskega sodišča, figurativno seveda govorim, sodniki Ustavnega sodišča, ki so nas poučevali o vseh ustavno-pravnih standardih, ampak nekako smo uspeli poriniti stvar vseeno do konca. Zdaj, sprememb je relativno veliko, ampak kar praviš, da ne poudarjam pravzaprav najpomembnejše, bi z pravnega vidika pravzaprav moral omeniti eno spremembo, ki bo verjetno za vse pravzaprav na nek način zanimiva, z vidika spremembe ZUP-a pa je po mojem najpomembnejša. ZUP bi bil namreč, to sicer ne rad govorim, ampak verjetno neustaven v segmentu poslovanja oziroma poslovanja organa s tajnimi podatki. Tukaj dejansko je bil zakon zelo skup in če bi prišlo do pobude za presojo ustavnosti, kot je prišlo pri zakonu o pravdnem postopku, skoraj zanesljivo lahko rečemo, da bi bil ZUP neustaven. Res je, da je to relativno minorna stvar, ker nenazadnje se organi zelo redko srečajo s tajnimi podatki, pa vendar. Nadalje, kaj bi pravzaprav tukaj še izpostavil? Zakon odpravlja recimo tiste formalne ovire, ki so bile pravzaprav ali bolj pravne praznine glede omogočanja izvajanja videokonference, tako da računam, da se bodo organi, ki so seveda super tehnično opremljeni, lahko v večji meri posluževali tega orodja, za katerega iskreno upamo, da bo postopek pospešil, poenostavil in nenazadnje tudi pocenil. Zanesljivo bo opažena pač tudi ta splošna možnost, ki jo ponuja ZUP, da se odločba lahko izdaja v določenih primerih brez obrazložitve. Tukaj smo, moramo reči, sicer naredili potem v drugem krogu, seveda zdaj pod koncu, korak nazaj, tudi zaradi vseh pritiskov omenjenih ustavnih sodnikov in sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice. Tako da bomo najprej preizkušali izdajo odločbe brez obrazložitve na temelju pozitivnih odločb, pa bomo nenazadnje potem videli, kako se bo ta praksa v resnici prijela. Računamo na to, da bodo ali bomo pravzaprav imeli s tem pravzaprav manj dela s pisanjem tistih obrazložitev, ki v primeru pozitivnih odločb največkrat niso potrebni. Seveda smo poskrbeli tudi za ustrezno pravno zaščito tistih, ki bi se to tudi nenazadnje to želeli. Spremembe bodo tudi nenazadnje pri določanju, nenazadnje že vezna tema vsake novele ZUP-a. Želimo si, da bi se pravnim subjektom, vključno državnim organom in občinam, odločali samo še po elektronski poti, z nekim prihodnjim obdobjem, nekje leto in pol, da bi bili tehnični pogoji vzpostavljeni. Spreminjamo tudi način tako imenovanega osebnega odločanja, kot ga poznamo sedaj, kot to bo nenazadnje vplivalo na vsakega od nas. In pa tisto, kar je bilo pravzaprav mogoče deležno največ pomislekov, skrajšujemo tudi ta 15-dnevni rok za nastanek fikcije vročitve na 7 dni. Če bomo mogoče kaj kasneje rekli, lahko seveda pojasnim tudi nekaj o tem. Opazili pa boste nenazadnje tudi bistveno spremenjena pravila o pisanju zapisnika, tako da z tega vidika pričakujemo, da bomo pravzaprav olajšali delo in pa neposredno poslovanje v stranki. To je res mogoče 4 ali 5 sprememb, ki se mi zdijo najbolj pomembni. Smo pa sicer dovedamo 80 členov sprememb, tako da jih je še kar nekaj. Hvala za enkrat. Mojca, verjetno se tudi na sodišču neredko srečate z očitki, da delujete preveč formalistično. Ali menite, da bodo predlagane, omenjene, predvsem izpostavljene novote ZUP-a-I, kot so omejitev pravnega interesa, neobveznost ustne obravnave, krajši roki za fikcije, prispevali k manj pripada sodišču in recimo bolj učinkovito razreševanje konfliktov? Novela prinaša mnogo zanimivega, se mi zdi, da nekako skuša odgovoriti ali pa zajeti tudi te neke sodobne okoliščine v naši družbi, konkretno v naši državi. Čisto praktično obseg poštnih storitev se spreminja,
Tako da te rešitve glede sprememb pri vročanju se mi zdi, da so tudi odraz tega. Še nekaj drugega, kar sama opažam, pa je to čisto moje osebno mnenje, ne vem, kako to vidite slušatelji oziroma sogovorniki. Danes so časi takšni, da ljudje bolj razmišljajo o pravicah, tisto razmišljanje o obveznostih ali pa o javnih koristih pa nekako vstopa v ozadje. In se mi zdi, da se to zrcali zelo tudi v tožbah, ki jih beremo na sodišču. Ti argumenti postajajo vedno bolj nekako žolčni, tožbe obsežne in tudi številčne. Torej, bojim se, da ta napoved ali bo pripada kaj manj, oziroma da tem napovedi ni mogoče podati, tega pripada ne bo nič manj. Spet podatki za pretekla leta kažejo, da je bilo na našem sodišču letnega pripada upravnih sporov, teh rednih, nekako od 2700 do 2800 zadev. V lanskem letu se je to povečalo na prek 3000 zadev, tudi smo v napovedniku v letnem programu za letošnje delo tudi predvidevali prek 3000 zadev pripada in ob polletju je teh zadev bilo že prek 1500, tako da se ta napoved žal tudi ne kaže kot nepravilna. Kaj bo z ločevanjem teh pomembnejših od operativnih določb ZUP v sodni praksi, tudi težko napovem. Torej, to stališče in to nekako skoraj rekla kritiko, ki si jo napisala tudi v enem svojih prispevkov v znani slovenski pravniški reviji, poznam. Zdaj tistih sodb iz inšpekcijskih zadev ne moram komentirati, nisem sama v njih sodelovala pri tistih odločitvah, tudi sicer so pač odločitve takšne, kot so bile in stojijo. Glede sprememb o ustni obravnavi pa tukaj se zdaj nekako zgleda to bolj prepušča v neko bolje večje proste presoje, s tem pa tudi presoja morebitnih kršitev iz tega naslova, torej bo postala bolj intenzivna, šlo bo torej za presojo od primera do primera in ne bo, oziroma ni zakonodajalec odločil, da bi to že sam na abstraktni ravni presodil. Tako da tu tako predvidevam na drugi stopnji pritožbene organe, kot tudi sodišče lahko čaka več dela. Hvala lepa. Skrajni čas je, da dam besedo tudi udeležencem. Bodisi z vidika vprašanj, na katerokoli od tem, torej ZUP na splošno, ZUP-i ali delovanje upravne svetovalnice, bodisi vašega mnenja. Tako da prosim, kak junak, junakinja. Težko verjamem, da nimate vprašanj, ste že vse prečitali, recimo glede novele, ki ste pripravljeni. Ok, bom pa sama mogoče začela. Matjaž, ena od kritik tako strani recimo zakonodajno-pravne službe, kot si že omenil, pa tudi ne nazadnje pogovora recimo v preteklih dneh z nekaj kolegi, je skrb glede funkcije obrazložitve odločbe. Sama sem sicer tudi mnenja, ne nazadnje imamo zgled v prekrškovnih zadevah, da pisanje obrazložitve per se lahko nima nujno funkcije, predvsem pa v omejenih resursih to, kot si že omenil, omogoči uradnim osebam, da se pa fokusirajo bolj na eventualno sporne zadeve. Kljub temu seveda, da je vedno omogočena pač pravica do pritožbe, sodno varstvo in tako dalje. Ampak eden od pomislekov, ki se pojavlja, pravzaprav ni pravni, v smislu, če tudi omejene redukcije obrazložitve, ampak psihološki. Namreč, če uradna oseba, ko pač se odloča, rabi napisati obrazložitev, mora v lastni glavi ali nazadnje na papirju, na računalniku, strukturirati potek misli, sedaj pa je to morda nekoliko lahko šepa. Kaj misliš o tem eventualnem izzivu? Pravzaprav to bi bil res lahko izziv, ker ne nazadnje, verjetno, vsaj jaz se srečam s tem, da
ko pišem neko mnenje, neko stališče, mogoče razmišljam drugače, kot razmišljam brez kratnega pisanja. Ne? In z tega vidika bi bil to lahko pravzaprav nek izziv. Ne? Pa vendarle, ne, tukaj zdaj tehtamo na nek način o tem, kar omenjaš, ne, ali bo uradnik, če lahko rečem, pa svoj glavni, sposoben sprocesirati vsa pravna in dejanska vprašanja, ki so ključna v zadevi, oziroma bi zaradi tega moral pisati obrazložitev odločbe. In nenazadnje tehtamo na drugi strani potem vse te posledice, pogojno rečeno posledice, ki jih pisanju obrazložitve odločbe prinese za seboj. Tukaj bi vsem rekel, v največji meri govorimo o pozitivnih odločbah, ker stranka vendarle doseže dobi tisto, za kar se je obrnila na drugačen način. Čim spregledanih stranskih udeležencev, recimo. Ampak se seveda absolutno zgodi, ampak hočem reči, tehtamo tudi v tem primeru delovanja sistema kot takega. Dejstvo je, danes je bilo omenjeno, s kadrovskimi problemi se srečujemo povsod. In nenazadnje za ostanki govorimo praktično vsak dan. Zadeve so bolj kompleksne. In po mojem mnenju je pač pri tem ključno to, da se pač uradniki, uradne osebe dejansko ukvarjajo s tistimi zadevami, oziroma da morajo imeti čas s tistimi zadevami, ki terjajo pač svoj čas. Seveda lahko tudi vodstvo napačno odločitev pri nekih zahtevkov, ampak vsem, če moram tehtati na eni strani med tem, ali bomo odločali v zakonitih rokih, iz tega sistemskega vidika absolutno prednost. Hvala. Še drug poskus, morda kako mnenje, pripomba, vprašanje? Če ne, Gregor, pa tebe vprašala. Tudi informacijski pooblaščenec je sodeloval pri pripravi čisto institucionalno novele ZUP-I, pač posebej v povezavi z vprašanjem tajnosti, kot je bila že omenjena strani Matjaža. Pa me zanima, kakšno je vaše stališče, torej ne zgolj tvoje, ampak informacijskega pooblaščenca z vidika novele ZUP-I oziroma eventualno spornih določb. Informacijski pooblaščenec je že kar zgodaj začel s podajo pripomb, kot informacijski pooblaščenec načeloma dela pri vsakem zakonu, ki posega v pristojnost ali obdelave osebnih podatkov ali konec koncev dostopa do informacij, in je podal 14 pripomb takrat na predvideno novelo ZUP. Jaz bi upal in osebno in institucionalno reči, da je bilo sodelovanje med ministrstvom in informacijskim pooblaščencem tvorno. Mi smo sedeli na nekih sestankih in se nam zdi, da so bile določbe ustrezno naslovljene. Seveda pa ZUP ne more rešiti vprašanje, kako se bodo te določbe v praksi izvajale. Recimo uporaba videokonferenčnega sistema, fenomenalno, ampak kakšni pa bodo potem videokonferenčni sistemi, ki se bodo v praksi uporabljali, je potem druga stvar, ki bomo seveda potem videli v praksi. Tukaj pridemo do vprašanja varnosti teh sistemov, iznosa teh podatkov, ali je to videosistem, ki je upravljalec v Evropski uniji, za katerega veljajo drugačna pravila, kot recimo, če je sistem v Ameriki. Tukaj so vprašanja, ki ostajajo na mizi, ki bodo spet prišla v roke konkretnih oseb in se bodo odpirale kasneje v inšpekcijskih postopkih. Tudi moje mnenje je, da se ne zmanjšuje potem pripada na inšpekcijski ravni, niti na pritožbeni, ker se bomo s temi zadevami ukvarjali. Recimo, določba, ki jo informacijski pooblaščenec takrat z zanimanjem prebral, je določba priprave obrazložitve v kratkih 8 dneh po izdaji. Velikokrat se sploh v naših postopkih odpre, da so ugotovljene odločbe že a priori, recimo dostop do informacij se da neke dokumente, recimo seznanitev osebnih podatki se omogoči posamezniku dostop do svojih podatkov, vendar ni nujno, da se omogoči vse. In zdaj bo ta posameznik napovedal pritožbo in bo organ imel
pičlih 8 dni, da se stavi to obrazložitev, to svojo argumentacijo, kaj je pogledal, kaj je naredil, kaj je razmislil. In se nam zdi, da bodo verjetno, bomo videli kako v praksi, te odločbe še bolj skope, še bolj pohitene, da se bo takrat v bistvu uradnik šele postavil v vlogo tega razmišljanja. Jaz mislim, da novela ZUP tukaj je želela narediti, da se ta del zamakne bolj prej, da v bistvu, da uradne osebe ne bodo odločile v zadnjem dnevu roka, ampak da bodo odločile prej. Bomo videli, kaj bo v praksi glede pripada zadev, ker konec koncev je pa veliko določb v področnih zakonih odprte narave. Je treba delati recimo pri dostopu do informacij škodne teste, teste javnega interesa, ogromno zlorab, recimo tudi konec koncev prosilcev, ko v bistvu uporabljajo v bistvu dostop do informacij ali pa seznanitev kot orodje za sipavanje. In tukaj je obrazložitev imela nek svoj namen, da se v bistvu te interese, kaj je za javni, kaj je zasebni interes, soočali. Zdaj pa bomo videli, kaj se bo v praksi potem zgodilo pri konkretnih uradnih osebah. Tako da novela je super, dopušča ogromno orodij, ker če se bodo uporabljali pravilno, bo po moji presoji bodo pospešile postopke in bodo naredile postopek bolj fleksibilen, kar je primerjalno gledano recimo pomembno, sploh recimo z mojega področja, večino delam na mednarodnem nadzoru, ki je posebej področje varstva podatkov, kjer sodelujemo 28 inšpektorjev v enem konkretnem postopku zoper recimo Facebook, za enega multinacionalko, in vsak izmed nas inšpektorjev uporablja svoj postopkovni zakon. In je v bistvu, kakšen je slovenski upravno-procesni okvir v tem kontekstu, je zelo pomembno, kakšna teža se meni, ki zastopa interese recimo Slovenije ali pa konec koncev naših materialnih predpisov pripiše v tem postopku. Če so postopki hitri, učinkoviti, je seveda to prednost tudi za naše sodelovanje. Tako da ZUP se mi zdi, da gre v to smer bolj fleksibilnih, bolj načelno naravnanih določb, ki seveda so odvisno od potem uradnih, ki do te določbe pravi. Tako da bomo videli, kaj bo v praksi. Se mi pa zdi, da ne bo manjko pripada tudi konkretnih vprašanj v praksi, ki se bodo odpirala. Tudi upravne svetovalnice. Tudi upravne svetovalnice, tudi pač pri resornih ministrstvih, tudi pri nas, ko bomo mogli kreirati neke zakonite ali pa saj neke gabarite, dokje je bila določba v srcu mišljena, v bistvu, kaj je bil namen te določbe in kako je to določbo treba brati. Najlepša hvala sogovornikom, najlepša hvala za vašo pozornost. Naj ZUP ostane ali postane vaš up in po programu sledi odmor za kavo.